Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o sadju v povezavi s hujšanjem in s tem, kako preprečiti lakoto. V glavnem, tukaj sem zdaj naštimala en kup sadja, slastno sadje in vsi govorijo sadje in zelenjava, čim več tega, čim več tega. In logično, ljudje smo neuki in potem jemo sadje. Glikemični indeks moramo pogledati. Spet se vračam k knjigi, ko imajo hormoni žur. Tokrat na strani 120 sadje, preglednica, glikemični indeks. To boste sami prebrali, ampak zdaj vam čisto po domače vam razložim. Banana ima glikemični indeks bolj kot je zrela, ampak taka, ki je za uživanje, je tam okrog 60. Bolj kot je zrela, višji ima glikemični indeks. Banana sama po sebi je tako, kot bi jedel torto, prav isto. In dejstvo je, da banana ni primeren sadež za hujšanje, razen, če bi jo mogoče dali pol v smutije, ampak v smutijih bomo še govorili, kako kombinirati smutije. Potem, če pogledamo jabolko. Jabolko, glikemični indeks okrog 30. Star slovenski pregovor pravi, jabolko dopoldne zlato, popoldan srebro in zvečer nekateri pravijo kamen, nekateri železo. Dejstvo je, da v želodcu dobesedno naredi obtežitev. In seveda, jaz včasih, ko nisem imela pojma o tem, sem rekla, zdaj pa jaz hujšam. In sem zvečer se lotila eno jabolko, saj sadje je zdravo, pa še eno jabolko, pa sem pojedla ene 3 jabolka. Joj, čez pol ure je mene zgrabila taka lakota. In seveda greš gledati v hladilnik, če je kaj pametnega. In ga zapreš, ker tako ni nič pametnega, ker se ti je sprožila želja po cukru. In seveda, nekje je čokolada, samo en košček. In se pogajaš sam s sabo in seveda ne poješ samo enega koščka, poješ več. In potem, izgovorim zgolj o sebi, se mi je vzbudil ta občutek obtoževanja. Lej, ko se ni zdržala, si rekla sama sebi, da ne boš več. No in prav ta ne boš več. Vem, da sem o tem že govorila, ampak ko mi rečemo nič več čokolade, kaj se zgodi? Vse, kar je povezan z nič več, ne smeš, ne tega, naši možgani ne slišijo besede ne. In to pomeni, da če vi ta trenutek zamižite in vam jaz rečem, ne smeš pomisliti na čokolado. Točno čokolada se nam nariše in nariše se nam predal, kjer imamo čokolado in seveda polno sline v ustih in ta želja po cukru. Že samo z mislijo jo lahko sprožimo. No, zdaj pa kako mi zaustavimo to željo po cukru. Izjema pri vsem skupaj je pa seveda kislo sadje. Še prej bi rada par besed o grozdju. Tudi leta nazaj, ko še nisem imela pojma o tem, koliko ima kakšno živilo sladkorja, recimo grozdje. Grozdje ima glikemični indeks 45. 45 imajo pa tudi temni makaroni. Se pravi, čisto isto, kot bi jedla temne makarone, tako, kar žlico, ko sem jedla grozdje. In ker ima grozdje toliko vse tega sladkorja, se meni dobesedno ustavlja prebava. Tukaj ne govorimo o grozdnih peškah, ker grozdne peške pa vsebujejo snov amigdalin, ki obnavlja center v možganih, to je amigdala, kjer je center za spomin. Ampak to je druga zgodba, o peškah bomo še govorili. No pa če gremo pa naprej na kislo sadje. Limete, limone, pomaranče. Pomaranče, to je druga zgodba, imajo že več sladkorja, imajo glikemični indeks okrog 25-30, medtem ko limone, limete, imajo glikemični indeks samo okrog 15. Tega pa lahko kadarkoli uporabljate, tudi grenivke lahko uporabljate, ker imajo glikemični indeks samo okrog 15. No in prav kislo sadje je razlika. Kislo sadje ga pa lahko jeste tudi zvečer in ne zaustavite s tem kislim sadjem proces obnove vašega telesa. No in tukaj pa primer kislega sadja. Sem prav ven zložila, zato da vam lažje pokažem. Maline, glikemični indeks 15. Robidnice, glikemični indeks 15. Borovnice, to so ameriške borovnice, glikemični indeks okrog 15. Naše borovnice, gozdne, okrog 15. Potem gozdne jagode, ravno tako okrog 15. Ribez, kosmulje, kaj imam še tukaj, črn, rdeč ribez in
ena skupna lastnost vsega tega je, da vsa ta živila oziroma vsi ti sadeži, kislo sadje, vsebuje resveratrol. Resveratrol je pa snov, ki obnavlja možgane, ki deluje proti vnetjem na celični bazi, ki deluje na razstrupljanje telesa, ki deluje na čiščenje limfe, ki deluje proti celulitu, in to je močan antioksidant in dejansko zavira staranje, in ker je to C-vitamin tudi noter, povečuje prožnost kolagena, vpliva na prožnost tako vaše kože kot vaših sklepov, hkrati pa deluje kot vžigalca na celici, da se začne topiti odvečna maščoba. Poglejte, 1001 dobra lastnost tega kislega sadja. Zdaj pa pojdimo naprej. Kaj pa češnje? Češenj jaz ta trenutek še nimam, ampak verjetno vas zanima, kaj pa narediti s češnjami. Češnje imajo ravno tako glikemični indeks 15, ampak če jih preveč pojeste, se boste ravno tako zredili. Sploh če so sladke. Bolj kot so sladke, več imajo vseb sladkorja. In zato nasvet. Preden greste na češnjo, rabite beljakovine. In zdaj pomislite, čakam, mleko naj pijem prej. Ja, če boste mleko prej pili, boste potem imeli drisko. To ni dobra ideja. Dajte, preden greste na češnjo, popijte, veste kaj, kozarec navadnega jogurta. Za tiste, ki pa ne pijete navadnega jogurta, v tem primeru pa dajte pojesti pest mandljev. Tukaj imam namočene mandlje in to je zdaj za moj večerni smuti pripravljen. Par ur namočite mandlje, zaradi tega, da gre ven zaščitna snov. To je v bistvu ena žveplena snov, zato da ne kali. In ta žveplena snov tukaj noter v mandljih, v vseh oreščkih, izplavlja z našega telesa B-vitamin in jod in moti delovanje našega telesa. Tako da tega vi ne rabite v vašem telesu. Še ena zadeva zdaj pri sadju, kako zmanjšati glikemični indeks. Se pravi, greste na češnjo, za češnje, to sem vam hotela povedati. A veste, zakaj je v češnjah, zakaj so črvi? Ja, Bog je že vedel, kako mora zapakirati skupaj beljakovine pa kislo sadje. Veste, če poješ beljakovino skupaj s tem kislim sadjem, sladkor ostane v ravnovesju. Se vem, fuj, češnje jemo, dokler ne vidimo noter črvičke. Ko jih vidimo, pozabimo na to. Tako da tudi kakšen vegetarijanc mogoče, pa vegan, ki je češnje, ki imajo kakšen črviček noter, dobi na ta način dovolj B-vitamina, predvsem B12 je v živalskih virih. Vem, zdaj verjamem, da delate, fuj, tega ne jem, ampak okej. Dejstvo je, da ja, z nekim razlogom je vsaka stvar. Pojdimo naprej. Se pravi, najlažje pa zdaj, da sladkor ostane v ravnovesju, da naredimo smuti. In sicer lahko date zmrznjeno ali sveže te gozdne sadeže, dodate jogurt, dodate pest oreščkov, in oreščki imajo glikemični indeks tam od 5 do 15, tudi jogurt samo 15, in mogoče dobra ideja, dajte dodati zraven cimet, zato ker cimet ima pa glikemični indeks 5 in dodatno zniža skupni glikemični indeks obroka, in to je močan antioksidant, ki preprečuje propadanje vaših celic. Za vse tiste, ki pač jogurta ne marate, mogoče dobra ideja mocarela, jaz jo imam rada in jo uporabljam tudi namesto navadnega sira. Sir je dober z manj maščobe, recimo lahke oblike do 25% mlečne maščobe, medtem ko mocarela, sploh če lahko kupite, je odlična izbira. V smutije vedno dodajam tudi zmleta semena. Tukaj imam sezamovo seme in ga dam kar v mlinček in ga zmeljem. Tukaj imam laneno seme. O estrogenu bomo drugič govorili, zato ker to je pa vir naravnega estrogena in tiste, ki imate težave hormonske, pač tega čim manj uporabljate, ampak samo na svet, rabite pa toliko več brokolija, cvetače, zelje, repe, kolerabe, kar je pa, to so pa križnice, ki delujejo na to, da se čistijo odvečni estrogeni iz našega telesa. In zadnja stvar, posušeno sadje. Kaj pa s tem narediti? To je pa ena stvar, ki res ni priporočljiva, zato ker je to koncentrat sladkorja. Rozine, če ima grozdje 45,
rozine imajo še višji glikemični indeks. Čakajte, bom prav šla sem pogledat. Recimo, ananas svež 55, potem, zdaj tukaj berem iz knjige, ko imajo hormoni žur, liči 55, kivi 50, sadni jogurt z okusom 50, grenivkin sok kupljen 48, potem imamo pa brusnični sok, brusnice, suhe, veste koliko, 45, suhe slive 40, suhe fige 40, to je vse samo zarediti. Suhe fige greš samo narazen. Medtem ko sveže fige, marelice, imajo pa samo 35, dosti manj, ampak vseeno, glejte, tisti, ki smo občutljivi na sladkor, ko bodo fige, poješ figo, dajte še mandlje zraven jesti. Dajte jogurt zraven popiti, da sladkor ostaja v ravnovesju. Potem imamo naprej, mandarine imajo 30 glikemični indeks, potem ribez ima 25, to kislo sadje, vse, kar je po 30, lahko uživate. In če boste zraven nekaj beljakovin, boste vedeli, krasno se boste počutili. In s tem ne zaustavite proces obnove vašega telesa, ne zaustavite rastnega hormona, niti zadnjič sem govorila zadnji video autofagija, to pa pomeni samo popravilo vaših celic, ga v bistvu spodbudite, ne pa blokirate. In najboljša zadeva izmed vseh, vi s tem, ko jeste kislo sadje, spodbudite, da imate v C vitamina popravilo vaše kože, vaša čvrstost se poveča in pomeni, da ste vedno bolj mladi in bolj lepi. Tako da, imejte se radi, uživajte zdravo hrano in dobivam povratne informacije, kako se ljudem topi odvečna maščoba in verjamem, da tudi vi lahko to naredite. Začnite delati v tej smeri in boste videli, kako boste zadovoljni. Tako da, če imate vprašanje, dajte napisati v komentar, bom posnela video, bom odgovorila na vaše vprašanje, poiskala odgovore za vas, napište mi mail, karkoli, bom vam pomagala do tega, da vi sebe spravite na višjo oktavo, da ste vi bolj zadovoljni. Imejte se radi in uživajte.